dan, gospod Gregor Kos. Zakaj ste pa danes tukaj? Ja, dober dan. Danes smo se zbrali v res že zdaj velikem številu, zato ker ne moremo dopustiti, da se danes sploh obravnava nekaj, kar naj bi se imenovalo interventni zakon PKP10, ki so ga očitno v oblasti namerno skrili med božično-novoletne praznike in v njem najprej na 82 straneh pravnega zmazka, po četrtkovem odboru za finance pa še na 46 straneh določila o Brexitu, o javni agenciji za zdravila, o vseh možnih omejitvah, brez da bi kdorkoli razmišljal, zakaj prav danes to sprejemamo in da bi te rešitve mogli uzakoniti v resornih zakonih, ne pa v nekakšnem interventnem zakonu. Torej danes konkretno smo zato tu, ker nasprotujemo obravnavi in sprejemu interventnega zakona PKP10, ne glede na to, da opozicija trdi, da so iz njega spravili najbolj ključne sporne člene, samo ti sporni členi niso edini sporni členi in kar je največji problem, danes lahko z amandmaji katerekoli člene vrnejo ponovno v obravnavo in tudi v zakon. Torej, bistvo je, da želimo jasno izraziti naše nestrinjanje s tovrstnimi členi in s tovrstnim zakonom. Za Facebook skupino Civilna iniciativa slovenskih pravnikov, ali imate občutek, da vlada sprejema zakone transparentno in ali omogoča javno razpravo in dialog? Zagotovo ne in to je dokazala s tem, da je zahtevala tako imenovano nujno obravnavo predloga zakona, ki so ga v Državni zbor vložili šele 19. decembra, torej pred nekaj dnevi. Zakonodajno-pravna služba je potrebovala več kot teden dni, da se je sploh prebila čez 82 strani pravnega zmazka. Vse, kar so do zdaj naredili, je bila obravnava na odboru za finance in danes torej sledi 7 ur in 35 minut predvidene razprave o popolnoma nepotrebnem tako imenovanem interventnem zakonu, za katerega nas predsednik vlade farba, da naj bi šlo za zakon, ki prinaša nujno pomoč upokojencem in ranljivim skupinam. Kdorkoli je pogledal ta predlog zakona, od začetnih 82 strani do sedanjih 46, upokojenci in ranljive skupine so navedeni na 2 straneh, kaj potem na vseh ostalih? Zakaj to skrivajo? Zakaj ni javne razprave? Zakaj delajo to med božično-novoletnimi prazniki? Naj vas spomnim na leto 2018, ko so v istem obdobju, torej čist zadnje dni decembra, sprejeli sporazum z Interameriško korporacijo, kjer se je Slovenija dokončno odrekla svoje suverenosti. Vse to, kar danes delajo v naslednjih 7 urah in 35 minutah, je nova farsa, je novo sprenevedanje, je novo bežanje od državljank in državljanov in novo ščitenje parcialnih interesov, ne vemo za koga in ne vemo za kaj, zagotovo pa ne za dobrobit Slovenije. Torej vlada vse tiste predloge zakonov v noveli D ZNB zdaj poskuša vsiliti preko zakona interventnega PKP10. To je samo en del zakonodajnega sklopa, torej iz propadlega tako imenovanega ZNB-D verzije, ki je poleti doživela veto Državnega sveta. Del tega želijo spraviti v interventni zakon, ampak kot rečeno, to je samo en del, več kot 20 različnih predlogov zakona želijo spreminjati z nekakšnim interventnim zakonom po nujnem postopku. In še eno stvar bi rad povedal, zakaj in čemu se vlada tako boji ljudstva, zakaj so zahtevali od Državnega zbora mnenje o prepovedi izvedbe referenduma na zakon o nekakšen zakon o interventnih ukrepih. Če bi bilo vse legitimno, če bi bilo vse jasno, vprašajte mnenje ljudstva, vprašajte referendumsko pobudo in boste videli, s čem se lahko strinjamo in s čem se ne. Tisti trenutek, ko pa od tega bežijo, je pa jasno, da nekaj skrivajo in da nas hočejo prinesti okoli. Torej, vi se strinjate, da vlada nekako ne upošteva voljo ljudstva, ki je bila zelo jasno izražena že julija in zdaj nadaljujejo s svojim programom, zdaj ko smo v decembru. Kako pa mislite, da bo to vplivalo na volitve, ki bojo aprila? Vlada meni, da so volilke in volilci taki kot na vseh dosedanjih volitvah, ko je bil tipičen zgodovinski spomin volilke in volilca v Sloveniji dolg približno en teden.
ampak glede na to, da se je že spomladi ljudstvo zbudilo za referendumom pri zakonu o vodah, da smo se zbudili pri sprejemanju zakona ZNB-D, kjer je bil sprožen veto v državnem svetu in da vsak namig, vsak korak, ki ga skušajo narediti mimo oči javnosti, spremljamo, vemo, reagiramo, je jasno sporočilo, da ne morejo pričakovati, da bo na volitvah spet samo tako, kot si zamišljajo, da si bojo 50% volilk in volilcev med sabo premešale stranke, ki so že do zdaj mešale štrene, in da bo zagotovo ljudstvo prišlo na volitve v bistveno večjem številu in se poslovilo od vseh, ki so danes v stavbi za menoj. Torej, vaše mnenje je, da je potrebno, da na volitve pride čim več ljudi, tudi tisti, ki niso volili v preteklih letih? To je zagotovo ključno. Kdorkoli danes govori, da je udeležba na volitvah nepotrebna, da ostanemo doma, da je vse zmenjeno, govori točno tisto, kar je interes oblasti. Torej, oblast si želi, da ponovno ne bi šli na volitve, da bi ponovno ta isti odločali z istimi večinami o tem, da se samo premešajo karte in da tista sile v ozadju, ki delujejo ves čas, še zmeraj delajo tiste posle, ki jih delajo ves čas. Ključna je udeležba na volitvah, kajti tisti, ki danes govori, da je zmagal na volitvah s 25%, jih je zmagal s 25 od 50. Ko bo udeležba 60, je to samo še recimo 22, 70, 80, 90. Tisti procenti bodo začeli padati in tisti trenutek bojo videli realno stanje v državi. Vi ste eden od koordinatorjev gibanja Zdrava družba in kolikor vem, boste šli na volitve kot državljanska lista. Ali lahko kaj več poveste o tem, ali imate že nekatera znana imena, ki bodo nastopila na tej listi? Hvala, o imenih danes zagotovo ne bi. Je pa državljanska lista oziroma lista volilk in volilcev oziroma ljudska lista predvidena v 44. členu zakona o volitvah v državni zbor, da se torej lahko volilke in volilci sami organiziramo v vsaki volilni enoti, izberemo 11 predstavnic oziroma predstavnikov, ki jih umestimo na listo in za njih zbiramo podpise. Vsaj te postopki so že v teku, po celi Sloveniji se zbirajo najbolj verodostojne kandidatke in kandidati, ki poosebljajo integriteto in zaradi katerih bomo volilke in volilci končno se odpravili s ponosom na volitve in, kot sem že rekel, pometli z nesnago za mojim hrbtom. Torej lahko pozovemo vse ljudi dobre volje, ki bi želeli sodelovati na tej listi, da se priključijo gibanju Zdrava družba? V vsakem primeru niti ne gre za gibanje Zdrava družba, gre za listo volilk in volilcev. Kdorkoli končno ve in se zaveda, da so pred nami verjetno zadnje volitve, predvsem pa zadnja priložnost, da še naredimo spremembo in najpomembneje, zadnja priložnost, da ubranimo človeštvo pred nekakšnimi digitalnimi državljanstvi in ne vem kakšnimi agendami, je popolnoma jasno, da je zdaj čas za aktivacijo in da je zdaj čas, da pokažemo, kaj smo, kaj znamo, predvsem pa, kje imamo srce. Hvala lepa. Lahko še nekaj vprašanj zastavim. Vi ste magister politologije, a nam lahko razodenete, na katerem področju ste opravili svoj magisterij? Hvala. Magisterij sem pisal iz področja vpliva farmacije na politiko Združenih držav Amerike, sicer že leta 2009, ampak že takrat so išle prve strokovne in znanstvene knjige, predvsem v Ameriki, ki so dokazovale, da potem, ko se je tako imenovani orožarski lobi že tako zlil z politiko v Ameriki, da skoraj ne moremo več govoriti, da je to lobi, je eden največjih, predvsem pa najbolj kapitalsko podprtih lobijev na svetu, prav farmacevtski lobi. Torej, vi precej dobro poznate delovanje farmacevtske industrije. Kakšno je torej vaše mnenje? Ali poznate predlog Zdravniškega društva Slovenije, da naj bi bilo cepljenje za COVID obvezno? Slišali smo marsikatere predloge, tistega, kar nam ne povedo, je, da je Zdravniško društvo registrirano in ima sedež na istem naslovu kot Zdravniška zbornica Slovenije in predvsem tistega, kar javnosti ne povedo, je, koliko donacij prejema Zdravniško društvo neposredno od proizvajalcev cepiv. Tisti trenutek, ko bi javno razkrili to informacijo, je kakršenkoli predlog z njihove strani popolnoma brez osnove.
Torej lahko sklepamo, da je Zdravniško društvo Slovenije v navzkrižju interesov. Tako kot vsa politika in tako imenovana stroka, ki se danes ukvarja z vprašanji razglašene krize, z vsemi vprašanji povezanimi z cepljenjem, vsi so nažalost v konfliktu interesov. Nihče ne razmišlja o nečem, kar bi morala biti osnova, to je preventiva v zdravju in v zdravstvu, in vsi iščejo zgolj rešitve v nekih čudežnih tekočinah, ki naj bi jih prijemali v telo. Hvala lepa, magister Kos. Hvala za pogovor. Prosim vas, da se postavite za varovano ograjo, ker je zavarovano območje. Koliko je bilo počasati? A smo v Sloveniji, ali kje smo? To je naš trg. Vi ste magister prava Martina Kos, članica civilne iniciative slovenskih pravnikov. Prišla ste kar daleč danes. Zakaj ste pravzaprav danes tukaj? Zato, ker se sprejema PKP10, en zakon, ki mislimo, da ne bi smel nikoli biti sprejet. A nam lahko v kratkih besedah obrazložite, zakaj je sporen ta PKP10 interventni zakon? Ta interventni zakon pravzaprav sploh ni zares interventni zakon, zato ker približno 75% določb po njemu nima veze sploh z interventnimi nujnimi ukrepi za obvladovanje epidemije, ampak so notri spravili še vse, kar v ta zakon sploh ne spada. Gre za to, da posega v 20 različnih zakonov in v bistvu pod pretvezo, da državljanom neke ugodnosti daje, torej nudi razne neke bombončke in koristi in povračila sredstev, pravzaprav še marsikaj drugega ureja. Zdaj sicer je najbolj sporni del za nas bil ta, da naj bi dal zakonsko podlago vladnim odlokom, da lahko v bistvu kar vlada z odloki mimo zakona o nalezljivih boleznih sprejema določene ukrepe in omejuje naše pravice in svoboščine, kot je recimo obvezno nošenje maske, obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, obvezno osebna legitimacija čisto vsakemu, ki nas bo tega to zahteval, pa nadziranje izvajanja teh ukrepov strani vseh institucij praktično, ki imajo kakršenkoli nadzor v naši državi. Govorimo vsi inšpektorati, vse agencije, uprave, uradi, redarstvo, policija. Zdaj sicer zadnje informacije vlada so tekom usklajevanja predloga tega besedila zakona umaknili te sporne člene, recimo najbolj sporne, dajmo reči člene, vendar pa pravijo, da so notri ustavili še nekaj novih členov, ki tudi nekako niso najbolj v korist, ampak bolj v škodo nam državljanom, proračunu in tako naprej. Tako da v bistvu največji problem pa je to, da do zadnjega trenutka, dokler zakon ne bo sprejet, ne vemo, kaj bodo še morda notri vtaknili, ker pri nujnem postopku lahko do zadnjega pravzaprav dajo notri, pač vlagajo amandmaje in predlagajo spremembe. Zdaj bo potekala tukaj v parlamentu približno 8-urna razprava. Ne vemo, kaj bodo še notri vse dali v ta predlog zakona, o katerem bodo na koncu potem danes poslanci tudi glasovali. In če ta zakon danes sprejmejo, kakšne so možnosti civilne družbe, da nasprotuje še naprej temu zakonu? Torej, vlada je interpretirala in obrazložila, da gre za zakon, ki vsebuje nujne ukrepe za varnost države, državljanov. Zaradi tega je tudi že predložila predlog sklepa o prepovedi referenduma. Tako da referendum najbrž ne bo možen, ker čim bo ta zakon sprejet in državni svet ne bo vložil veta na njega, bodo v bistvu sprejeli ta sklep o prepovedi referenduma.
Tako da edina možnost je, da ponovno državni svet vloži veto in zahteva ponovno odločanje poslancev z večjo večino o tem zakonu, ali pa da se potem obrnemo, ko bo zakon že začel veljati, na Ustavno sodišče in poskušamo z pobudo pred Ustavnim sodiščem izpodbijati ta zakon. Omenila ste Ustavno sodišče. Civilna družba bo danes prižigala tam sveče. Kaj mislite, zakaj bodo danes prižigali sveče pred Ustavnim sodiščem? Ja, jaz mislim, da gre za sveče upanja, zaradi tega, ker smo državljani globoko razočarani nad delom Ustavnega sodišča v zadnjem letu, dveh. Namreč ogromno ustavnih pobud je bilo vloženih, tudi glede zelo invazivnih ukrepov, ki posegajo v naše življenja, pa pravzaprav Ustavno sodišče niti ni še prijelo teh pobud v roke. Torej govorimo od pobude, da bi naši otroci ne več nosili mask v šolah vsakodnevno. Ta pobuda je bila vložena že februarja letos, po 10 mesecih Ustavno sodišče še ni obravnavalo te pobude. Na Ustavno sodišče še ogromno pobud, čez 800, 900, ampak Ustavno sodišče do zdaj od tistih najbolj ključnih pobudah, tudi ki se tičejo pogoja PCT, ni sploh odločalo. Sicer je zadržalo in potem v bistvu odpravilo pogoj PC za državno upravo, medtem ko o pogoju PCT ni ničesar še izreklo. Dobili so informacijo celo, da so bile te pobude nekje zadržane pod mizo in jih namenoma niso obravnavali. Tako da današnje sveče upanja pred Ustavnim sodiščem bodo kot nek simboličen izraz tega, da upamo, da bo s tem, ko je Ustavno sodišče dobilo nedavno novega predsednika Ustavnega sodišča, gospoda Accetta, da bodo začeli ažurno obravnavati vse te pobude ustavne, ki jih državljani vlagamo. No, slišali smo, da je Ustavno sodišče prejelo več kot 1000 ustavnih pobud in da so v zadnjem času celo zelo veliko pobud obravnavali, menda so celo pri 880, vendar se pa dogaja tudi to, da nekatere pobude enostavno preskakujejo. Ja, ta informacija prišla tudi do mene, da določene pobude vmes ne obravnavajo. Zagotovo je bila vložena med temi pobudami, ki bi že morala biti na vrsti tudi pobuda o odpravi cepljenja oziroma za zahtevo za zadržanje cepljenja proti covidu. Ter analizo cepiv, ne? Tako, in ki je tudi zahtevala analizo cepiv, kajti vemo, naši nacionalni organi, recimo Javna agencija za medicinske pripomočke in zdravila, bi morala opraviti nacionalni ravni pregled osebnosti, varnosti, kakovosti teh cepiv, pa tega ni naredila in to ta pobuda zahteva, vendar so to pobude očitno gladko preskočili. Torej, mi imamo dokument, dopis od AZMP, da ne opravljajo nobenih analiz cepiv v Sloveniji, da celo ne bi niti imeli opremljenega laboratorija za to in da so prenesli vse pristojnosti za analizo cepiv na Evropsko agencijo za zdravila. Vendar zadnje čase smo pa slišali od hrvaških poslancev v Evropskem parlamentu, da celo Evropska agencija za zdravila ne opravlja analiz cepiv. Torej, kdo opravlja te analize cepiv? Pravzaprav, očitno edini, ki opravlja kakršnekoli analize, je sam proizvajalec cepiv. Evropska agencija za zdravila teh analiz ne opravlja, se pravi, da je to dolžnost nacionalnih organov, da nacionalni preiskovalni organi torej za zdravila to opravljajo. Naši nacionalni organi se sklicujejo na to, da to opravlja Evropska agencija za zdravila. Torej, ne eden ne drugi teh analiz ne opravljata, ne preverjata, koliko so varna in sploh kakovostna zdravila. Torej,
Torej lahko samo slepo zaupamo proizvajalcem cepiv o vsebini cepiv. Tako je. Torej to ni nobena znanost, kaj je to? To je dogma in slepa vera. Pravzaprav gre za to, da je to zelo očiten konflikt interesa. Proizvajalec je tisti, ki želi cepivo seveda prodajati in ga plasirati v čim večji možni meri. In če si sam napiše neke študije in preverja kakovost in za njim te preverbe ne opravi nihče, to je pravzaprav dogma, kaj je zares tam notri, kot ste rekli. Ja. Še nekaj bi vas vprašala. Zadnje čase na Facebooku kroži sodba sodišča, da ni prekršek, če nekdo, ki je dolžan, ne preverja pogoja PCT. Drži, mislim, da je mariborsko sodišče izdalo sodbo, torej do neke pravne osebe je pristopil inšpektor, opravil preverjanje ali izpolnjuje oziroma tudi preverjal pri strankah pogoj PCT. Seveda so se pametno pritožili oziroma vložili na to odločbo inšpektorja zahtevo za sodno varstvo in seveda je potem sodišče, ko odločilo o tej zahtevi za sodno varstvo, lepo jasno reklo, da to ni opredeljeno kot prekršek, ker pravzaprav noben zakon ne predvideva pogoja PCT in niti preverjena pogoj PCT in niti, da bi bilo to tretirano kot prekršek, zaradi katerega bi se koga lahko sankcioniralo, če tega ne opravlja. Tako da je seveda ta odločba inšpektorja padla in ni kazni za to, pravzaprav ni. No, to nas zelo veseli, zlasti, ker je odvetnik tožbo dobil prav tako član civilne iniciative slovenskih pravnikov. Vi ste pa magister prava, pa nam lahko zaupate, na katerem področju ste magistrirali? Jaz sem magistrirala na Ljubljanski pravni fakulteti iz področja civilno-gospodarskega prava. Hvala lepa, magistra. Hvala vam. In vi ste zdaj posneti tukaj, vsi bomo vedeli, kdo je bil na strani srčnih ljudi in kdo je bil na strani kriminala. Prvo stvar, ki ste jo prisegali kot policisti, je bilo, da boste varovali ljudstvo. Nas, mirno ljudstvo, pošteno. Ne pa kriminaliste. Ne moramo dovoliti to, Ne, ste sami. In res je treba narediti. Ne more to biti neskončnost. Ne more in ne sme. Ne moram popustiti na kolena, bom šla, ker enostavno ne moram popustiti. Postopke snemamo, mi moramo upoštevati zakoniti ukaz. Zakoniti ukaz, veste kako, ustava je nad vsakim zakonitim ukazom. Povejte gospodu Hojsu, Olaju, Gombacu in vsem unim tamle noter, ki si ne upajo pridati med nas, da kršijo moje ustavne pravice. In naj ne pošiljajo vas v prvo bojno linijo, ampak naj sami pridejo. Če imajo še jajca ali imajo kaj drugega tam v hlačah. Nimam drugih besed. Kakšna je to raja, da se ne upa med ljudi? Vodja MNZ-ja ne gre med ljudi, halo. 300 evrov in otvori to, kar bi moralo pisati v zakonu o nalezljivih boleznih. A vsi vedimo, to ne more biti to res. Halo, nekdo, ki bi mogel braniti. V zakonu smo podlagali to, da se enmo nekaj pripeljali. Tako. In da ima neke svoje interese. Če se gremo... Jure Pogačnik, mi snemamo za Facebook skupino Civilna iniciativa slovenskih pravnikov. A lahko poveste, kaj se dogaja danes tukaj? Ja, v bistvu nekako policija oziroma te specialci so dobili ukaz, da čistijo območje, ker je to varovano območje. Zdaj ta izraz, da je treba čistiti območje, je sam po sebi nekako žaljiv. Vse ljudje nismo smeti, ljudje smo ljudje in ljudi ni treba čistiti. Tako da slišal sem tudi pred 15 minutami ministra Hojsa, ki daje navodila po brezžični povezavi,
slišal sem njegov glas, tudi vprašal sem policaja oziroma specialca, če je to minister Hojs, in gospod mi je rekel, da ne sme, da tega ne bo povedal in skratka tako naprej. A je ta ukaz zakonit? A je ta ukaz zakonit? A je minister Hojs dal policiji, specialcem zakonit ukaz? No, tukaj imate te gospode, ki v bistvu bi mogli odgovoriti na to, ampak dejansko vemo, da to ne gre tako, vemo, da ukaz je ukaz, da to je nekako da je to hierarhična organizacija in da policaji se pač ne ukvarjajo s tem, kaj je zakonito, kaj ni zakonito. Oni so natrenirani, oni so nadresirani in to je pač nekaj, kar gre avtomatično. A ni policija tista prva, ki mora varovati pravni red države? Je. Mislim, teoretično je, ne. Zdaj v praksi vidimo, da pač policija varuje odločitve svojih nadrejenih, ne. In problem je jasno v nadrejenih, ne samo v samih policajih. Zdaj moramo razumeti, te ljudje pač delajo svojo dolžnost, delajo to, kar so jim rekli, te ljudje so eksistenčno odvisni od tega, da delajo tisto, kar ni zakonito, ne. In mislim, da bistvo problema, zakaj smo danes v situaciji, je to, da množica ljudi v Sloveniji dobiva plačo in ali pa neke privilegije za to, da dela nekaj, kar ni prav in da dela nekaj, kar ni zakonito. Še toliko delač, ne? Ker kar je prav, kar ni prav, to je še nekako lahko stvar diskusije. Ne? Kaj pa zakonito, kaj ni zakonito, to pa je vprašanje pravne stroke. Jaz lahko rečem, da to, kar se danes dogaja, vsekakor je sporno. Jasno, to nam ne bo pomagalo. Fanti v črnih oblekcah bojo pač naredili to, kar so jim rekli, in tako moramo. Zdaj, pameten je, da se malo sicerupiramo, ampak da gremo potem na drugo stran. Ni naš namen tukaj izvajati konflikta. Jaz sem zelo rekel, gospod, odprimo se za rokce, pa gremo na drugo stran. Jasno, oni tukaj niso zato, da bojo se heca z mano, ampak smo tukaj zdaj zelo resni. In oni nas bojo tako kot vsake smeti in vsako nečistočo nas bojo tukaj izpustili, ne glede na to, je to trg republike. No, gremo tja dol proti gradi. Ja, se vam že dolg čas. Gospoda snemete, gospoda. Ste zaključili s intervjujem. Hvala lepa, gospod Jure. Da še vi kaj povedali? Obrnite se na stike z javnostjo, prosim. Gremo proti ograjam. Gremo proti doma. To je logično, ker Hojs daje tako represijo. Zjutraj že ob 7 tole vse zaprli, policisti izvršujejo nezakonite ukaze, to je vaše počutam se skrajno diskriminirano, obravnavajo me tako, da sem smetka in treba jo spucati iz tegale. Varovano območje je pač nekaj, tako da kaj se zdaj dogaja, ne vem, ampak ja.
želimo položiti ta ležalni venec, kakorkoli kebano, in pa prižgati nekaj svečk pred ustavno sodišče, simbolično, in želimo povedati, da naj začnejo delati, da ljudje hočemo imeti sodbe. Kaj delajo 8, 9, 10 mesecev oziroma sodijo takrat, ko je že vse prepozno. Pozvali ste ljudi, da prižgejo plamen, torej to naj bi bil kolektivni plamen upanja, da bo sodišče začelo delati in zagotovilo ustavni pravni red Slovenije. Eno in drugo, ne? Vsekakor želimo, da začne delati, in to je simbolni pomen tega naše položitve venca in pa obenem tudi prižganje sveč. Vendar nas ne pustijo, ker so baje protesti. Kdo vas ne pusti? A veš, da ima Hojs inicialke isto kot Adolf Hitler? V miru, mislim, da smo zelo mirni, da bi naredili to gesto. Torej, po tej cesti Betovnovi se ne da priditi, a bomo šli okoli po drugi poti. Gremo okoli? A gremo okoli? Gremo okoli. Hvala. Še za državo ne smemo žalovati. Tu bomo postavili. Če ne bomo tole. Vse v redu, ampak bomo postavili. Miške pa moramo. Ste vi ta skupina, ki bi radi nekaj izročili? Ja. Tisti trije, koliko ste trije? Tisti trije stopite naprej, lahko. Rasti 100, gremo naprej. Trije. Okej, gospa. Zbrište mojo sliko. Nimate dovoljenja, da mene slikate. Zbrište sliko. Zbrište sliko. Hvala. Ne Cankarjeva Betovnova, ampak se pomaknete Tomšičeva Betovnova in Prešernove. Bodo tam zadnji, vsi do meni tam zadnji. Do križišča, no, se pomaknite. Do križišča,
Kaj ti bo za tabo hodil? Razrkat, aj varovano območje, ni. Dejno. Sprin teč od boš, ne boš nikamor. Ni varovano območje. Naš starobe, naš starobe. Jaz sem sam počel posneti. Noben ne provocira nič. Noben ne provocira nič. Samo ukazujemo stopke nazaj. Zakaj vam ukazuješ? Pa daj pa ti stop nazaj. A sem pred tvojo bajto mogoče? Ni za stop ti nazaj. Banda prodana! Banda prodana, lopovska! Vi nimate svojih familija, kaj? Prodane duše. Prodane duše. Samo se bojim vseeno. Ali bodo zgolfali volitve, ali bo pa vseeno nasrali en del ljudi, da bo volil še. Penze, ki bodo volili, tako da se razmeša. Penzionisti bodo volili, tako da se razmeša. Jaz sem to penzi, nikar jih ne bo volil.
samo to se 1%, ja. Jelinčiča sem malo više nikaj. Glasuje. Pa sem takoj morda. Pa ne Zdaj, če bi ukrepa policija je drugo, pa je nekaj. Skladu vuči se tudi kod. Ja, vidiš. Zopet snemamo v živo za Facebook skupino Civilna iniciativa slovenskih pravnikov. Kaj ste zdaj prišli? Pred NIJZ, ker vas niso nas pustili do ustavnega sodišča, ne? Ne, zdaj ponovno prihajajo policisti. Kje si ga našla? V vrečki. Kjeri? Tvoj. Oni, ne? No, vse sem ga kupila, jaz sem se že malo bolj pozabljiva. Na tla bi jaz dala, veš, na tla, da se ne podre. Lahko. Ne bi na tla dala. Lahko. Kje pa so? Jaz nisem. A je to sploh taka, da gori? Ja, ne, moram malo sad. Taka posebna, da bi lahko kot glavnem skočni stavek. Gospod Jure, vi ste tudi član Civilne iniciative slovenskih pravnikov. Zakaj mislite, da smo prišli zdaj pred NIJZ prižgati svečke? Ja, NIJZ tukaj je v bistvu ena pomembna lovka hobotnice in marsikaj, kar ne bi smeli narediti, so naredili in marsikaj tega, kar bi mogli narediti, niso naredili. Recimo ena taka zelo tipična stvar, ki bi jo mogli narediti, je mogli bi pozvati vse državljane, ki so imeli stranske posledice zaradi cepiva COVID, da te stranske posledice prijavijo in bili so sposobni vabiti ljudi, vsakega posebej in po SMS-ih in kasneje tudi vlada z pismom, da naj se grejo cepiti, niso sposobni zagotoviti osnovne varnosti in da bi naredili to povratno informacijo, koliko škode ta cepiva. NIJZ je zbral menda 26.000 prijav poškodb po cepljenju COVID. Ali mislite, da je to realna številka, je torej večja ali je realna? Mislim, to je sigurno, da ni realna, ker po raziskavi Harvard Pilgrim Healthcare se prijavi največ 1% vseh posledic. Tako da oni so pa aktivno delali na tem, da te prijave ne sprejemajo in da se to ne beleži. Tako da imamo tukaj pač neko aktivno mižanje, nimamo samo. Vi ste že večkrat pisali Javni agenciji za zdravila v zvezi z analizo cepiv. Kakšni so bili odzivi te agencije? Ja, to je odziv mrtvega konja, oni to obvladajo, temu se reče molk organa in to pomeni, delajo se glupe gliste in kakor nismo dobili vaše pošte v to, čeprav pošta je bila, tega niso rekli, ampak ko sem klical, je bila tam cela panika in niso mi hoteli povedati niti, kdo naj bi imel to zadevo v reševanju. Tako sem jih prijavil tudi upravni inšpekciji, ampak vse vidimo. Problem te hobotnice je, da so vsi povezani z vsem in da delajo nekako vsi z roko v roki
In to je pač nek projekt, da se to spuca, ki ne bo trajal samo mesec ali pa da ne bomo enega papirja poslali, pa da se bo zadeve uredile. Ne, tukaj je zadeva zelo globoka in bo trajalo nekaj časa, da se to spuca. Najhujše pa je to, da se analize cepiv ne izvajajo le v Sloveniji, temveč tudi na nivoju Evrope, kajti tudi EMA, Evropska agencija za zdravila, prav tako menda ne izvaja teh analiz cepiv. Ja, oni isto se delajo izgubljenje v vesolju in recimo na eni parlamentarni obravnavi je predstavnica JAZMP je rekla, da oni spremljajo. To je tako, kot da bi nekdo prišel v gostilno, pa bi naročil hrano, pa bi ga pa lastnik gostilne spremljal. Ko govorimo o zdravju, če vas tako skrbi za zdravje, potem bi jaz bila zelo vesela, če bi pomagali ljudem, ki so v stiskah ravno zaradi tega, ker je v naši državi dovoljeno, da ti zdravje uničujejo. Jaz govorim zdaj, malo bom egoistična, pa bom govorila iz svoje izkušnje. V Sloveniji se sprejemajo zakoni, ki so izključno za posameznike, za korporacije in inštitucije, kot so NIJZ, kot je Ministrstvo za zdravje, kot je vsa ta tako imenovana stroka, ki se ukvarja z zdravjem, dopušča, da uničuje naše zdravje. Jaz to govorim iz svoje izkušnje. Gospod Srečko Šorlja, boste vi kaj povedal za Facebook skupino Civilna iniciativa slovenskih pravnikov? Bom povedal. Profesor dr. Arno Burkhardt, en najbolj uglednih patologov v Nemčiji, je na podlagi obdukcij izjavil, da ljudje, ki so cepljeni, množično umirajo za avtoimunimi boleznimi, ki so direktna posledica cepiv. Mi imamo v Sloveniji enega zavedenega zaradi smrti s cepivom, je pa vsaj 100 mrtvih. In tako kot je rekel včeraj profesor dr. M. Župančič, to je genocid. To je genocid nad slovenskim narodom. In upajmo, da se bo to v najkrajšem času nehalo. Cepiva niso dala niti enega rezultata do zdaj. Kar je, imamo samo povečano smrtnost. Za 754 ljudi več je umrlo lani, se pravi letos, kot v istem obdobju lani v prvih 10 mesecih. In vi ste pisali na neke inštitucije dopis, če se ne motim? Poslal sem dopis le na NIJZ in sem zahteval, da stroka razloži, zakaj imamo 754 ljudi več mrtvih letos kot lani. Lani nismo cepili, smo imeli COVID, letos imamo COVID, pa cepimo, pa imamo še zmeraj 754 več mrtvih. Ali ste dobili kakšen odgovor od NIJZ? Niso še odgovorili, bojo pa morali odgovoriti, ker je to vprašanje, ker je to stvar javnega, to je javna informacija, informacija javnega značaja. Tako da ljudje po nepotrebnem umirajo in cela ta stvar je popolna odsotnost zdrave pameti. Hvala lepa, gospod. In sicer danes ob 5. je ravno kar potrdil, bomo poslušali, se bomo tudi objavili, bo imel dr. Pater Gržan intervju z dr. Rainerjem Fülmichom, ki sicer ni najbolj danes v redu, v dobri koži, ampak bo vseeno imel na naš CSP. Govor bo ta moment preveden v angleščino in pa verjetno kasneje v nemščino. Mi smo priskrbeli angleško prevajalko, Ksenijo Malija bo prevajala, ampak pater bo govoril v slovenščini normalno. Toliko samo mimo grede. Gospa Tjaša Vuzama, lahko še eno vprašanje. Vi ste v neposredni zvezi z nemškim odvetnikom, doktorjem prava Rainerjem Fülmichom in on menda pripravlja zdaj nek sodni proces. Ali bi lahko ob tej priložnosti povedali kaj več o tem? Ja, Rainer oziroma z ekipo pripravljamo tribunal, vendar si ne predstavlja to kot nek proces, ki poteka enakovredno kot ti procesi na naših sodiščih. Ljudsko sodišče bo ljudsko sodišče in upam, da bo dalo nek pomemben
pomembno vrednost vsem tem procesom ostalim. Potekalo bo namreč tako, kot mora potekati, se pravi, prisotni bodo izvedenci, izvedeniška mnenja, to bodo sami strokovnjaki, svetovno znani strokovnjaki, prav tako sodniki iz raznih držav, sodelovali bodo tudi odvetniki, v bistvu bo to ena cela mednarodna skupnost, od recimo Južne Afrike, sodnik bo iz Južne Afrike, pa ena sodnica bo iz Indije, v glavnem ena mešanca znanih, prav tako visokega kalibra priznanih ljudi, strokovnjakov iz področja, in to bi recimo NIJZ lahko povedala, ki bi lahko mogoče poslušali tudi drugo stran, ker tam bodo res strokovnjaki, malo res višjega kalibra, kot ste vi tam gor v teh svojih toplih sedežih. Pa to ni nobena stroka, mogoče, zdaj sem se malo zbrala, sem pozabila, nekaj nam več osebno tako okoliščino. Jaz sem kot učiteljica, oziroma kot učitelji smo na NIJZ poslali za informacijo javnega značaja, že lani, ko se je začelo testiranje učiteljev, in ravno tako zdaj za otroke, ko so začeli samo testiranje otrok v šolah, če nam posredujejo bilo kakšne podatke, če imajo kakšno statistiko, karkoli, koliko teh otrok, ki so bili na teh hitrih testih pozitivnih, je dejansko bilo potem pozitivnih na PCR testih, koliko teh je razvilo kakšne simptome, se pravi zbolelo. Dobili smo v obeh primerih, tako za učitelje kot za otroke, odgovor nimamo. Se pravi, ta inštitucija deluje na temeljih, ki so neznanstveni in nestrokovni. Vi ste gospa Bojana Pustinek, ali imate kakšne informacije o maskah, o škodljivem delovanju mask na otroke? Te raziskave, študije so, obstajajo, tudi v Sloveniji je bila ena narejena, in sicer dr. Mateja Kržin naredila to raziskavo, ampak žal je v Sloveniji ne priznavajo, ne naših. Je pa še nekaj pomembno, spet smo tukaj pri NIJZ-ju. Naš Nacionalni inštitut za javno zdravje tega ni naredil. Zdaj vabim, vključno z našimi prijatelji v modrem, iz Komenica, da se obrnemo in gremo nazaj na to. NIJZ prodane duše, genocidniki, doktori smrti, fašistične sluge, odkupljene, novinarji, vas potrgal, Pobijalci otrok, sram vas bodi. Pozdravljeni, gospa Mimi. Živjo, pozdravljena. Vesela sem, da se takole osebno vidiva, vas kar že nekaj časa spremljam. Res zelo dobro poznate, ne dosti, ampak zelo dobro vso to tematiko, ki se dogaja zdaj nam že od lanskega marca. Recimo zdaj najbolj aktualen, vas vprašam, teli podpisi, ki so se zbirali, a zdaj imamo dosti. Govorim konkretno za tole PKP10, teh 2500, koliko naj bi jih? Ja, v bistvu takole je, ta zakon je škodljiv, tako kot smo že rekli, vlada ga je vložila v parlament. Potem smo ugotovili, da so vložili v obravnavo tudi sklep o prepovedi referenduma, in jaz sem pač povedala, kakšne stvari se nam lahko zgodijo, in moram reči, da sem mogoče malo premalo natančno rekla, da ne še, da se začnejo podpisi zbirati pravzaprav šele, ko je zakon dejansko sprejet. Ker so pa ljudje tako srčno to idejo zagrabali, in mogoče nisem dosti jasno povedala, pa dosti natančno, ali pa nismo razumeli, da se še malo počaka, smo začeli enostavno kar zbirati podpise. Zdaj pa takole. Zdaj ne vemo, kdaj bo zakon sprejet. Lahko je danes sprejet, lahko je jutri, lahko je pojutrišnjem. Govorijo o 29. Lahko, kadarkoli. Mi bomo zbirali podpise, dokler lahko. Zakaj?
tudi ti podpisi, ki so zdaj sprejeti, že podpisani, te obrazci, nam samo nekaj povedo, koliko nas je srčnih Slovencev, ki dihamo kot en Slovenc. Da tamle v tistem parlamentu, tamle niso več naši oblastniki, da smo mi, imamo svojo voljo. In takrat, ko sem jaz še dodatno vprašala ljudje, a bomo lahko še kdaj zbrali, ko bo zakon res sprejet, meni so odgovori še 5-krat, če je treba. In zato vem, koliko smo srčni. Hvala za vprašanje. Ja, to zanima mnoge, a ne? Zdaj pa te podpise oziroma se je zbirali tudi za tale, za ta 3. člen ustave, a ne? Ja. Pa za 90. Kakor imam informacije, ljudje očitno še niso dosti osveščeni oziroma se ne zavedajo. In me zdaj zanima, kako je sploh, koliko je teh res srčnih ljudi, ki so dojeli, zakaj se gre. Ja, jaz sem sprožila te podpise, kot sem povedala, zaradi tega, ker skozi dobivamo informacije, da so to členi škodljivi za Slovenijo in za Slovence. Zdajle podpisov je premalo, danes se zaključi 3.a člen, je nekaj čez 3000 podpisov bilo v petek, namesto 30 000. Za spremembo 90. člena je pa čas še do 13.1. Jaz mogoče upam ali pa zaupam, da glede na to, kakšne težave imamo pri zbiranju podpisov, pravzaprav, da nam sploh dovolijo sprožiti referendum, jaz upam, da bo kdo še dodatno videl, ampak je hrabimo še 27 000 do 13.1. To je v bistvu, se računa na to, da se bo danes, upajmo, kar nekaj odprlo, da to, kar se danes dogaja, v bistvu, da kam to pelje, pa da se bojo zmigali pa podpisali vsaj tole za 90. člen ustave. Jaz res upam zaradi tega, ker zdaj nam lahko vlada za vsak zakon, ki je sprejet, ki se sprejema, napiše sklep o prepovedi referenduma in poslanci to zglasujejo. Tako da jaz bi še povedala, jaz se ne morem več, kot dajmo se zavedati, da 90. člen nam zdajle dejansko ustave nam prepoveduje da bi vse te škodljive zakone, ki se zdajle sprejemajo v tej hiši, ki je naša, slovenska, ljudska, ja pa je, dajmo reči, da je, a ne? Nismo dovolili. Dajmo se zavedati, da so to stvari, ki nam bodo rešile življenja. Ker mi smo državljani, mi smo volivci in so nam vzeli neposredno demokracijo. In naša pravica je, da sami odločamo o naših življenjih, o telesu, o razumu, o duši, o otrocih, zemlji, vodi, vse. Ker smo del narave in ker smo del narave, potem vse to v naše in na nas je, da se odgovorno do tega obnašamo. A lahko še dodam, ta nora akcija zdajle, ki je bila res prezgodaj, ampak je bila res prezgodaj, ljudje smo jo dojeli kot povezovanje. Jaz sem pa danes videla, da ni pomembno, kje smo in kdo smo. Nas deli politika in politiki. Ko se mi srečamo tukaj, se objemamo, smo povezani, je vse čisto drugače. Ko se pa vodstve, pa predsedniki strank, pa raznih gibanj med sabo, kdo je kdo, pa kdo ni kdo, potem smo pa lahko razdeljeni. Tukaj pa pobuda za to, da dobimo spet pravico, da odločamo o sebi. To je tudi, da ta sklep o prepovedi referenduma ne sme biti sprejet, ker mi smo tisti, ki odločamo o nas samih. Ta povezovanje, to moje sanje so še vedno. Združeni, enotni, spoštljivi en do drugega, svobodni,
suvereni, da lahko vsak človek, ki pride na to platformo sem, reče, jaz sem za ali pa jaz sem proti, brez da se gledamo, kdo je za ali pa kdo ni proti, ker vsi smo ljudje z dušo. Z dušo. Nas je že toliko prebojenih, še enkrat rečem, snežena kepa je bila sprožena, se veča, se vali, s hitrostjo, ki jo ne moremo predvideti, velika je kolika, tudi ne moremo predvideti, ampak povezuje pa nas in enkrat se bo nekje ustavila in raztrešila in takrat se bo svetloba pokazala, da smo vsi samo svetloba. Pa tiste, ki so temni, bodo verjetno mogli malo reči, nasvidenje Slovenija. Kaj? Tole imamo pa oltar hvaležnosti, ki ga ves čas, vsako soboto ohranjamo. Tole so, gremo tja in smo hvaležni za vsak dan, za vse skupaj, kar se dogaja.